Lepo pozdravljeni. Tokrat smo za vami kar trije in sicer v današnji vdaji, kjer bomo pogledali, kaj vse smo delali v letu 2019. Bomo z vami Jure Gubanc, mehanik Hrta, Luka Hren in pa naše dekle iz plakata. Tako da bomo kar začeli z vsemi našimi projekti, kaj vse smo v Kinu Italki in Zaloškem centru v letu 2019 naredili novega in kakšne so kaj naše prognoze za prihodnost našega poklica. Tako da, evo Luka, gremo kar začeti z par temami in sicer v letu 2019, kaj se ti zdi, da bi ti osebno izpostavil kot tiste mejnike, ki smo jih delali? Ja, in tak zelo pomemben mejnik, če ga najprej pogledamo recimo vidik rehabilitacij, se mi zdi, da to, da še vedno v bistvu raste ta naš del, kjer se ukvarjamo predvsem z rehabilitacijami. Če pogledamo nazaj v leta 2013, ko smo začeli, ali pa potem 2015 tukaj v Domžalah, ko smo se pretežno ukvarjali z nekimi, recimo temu, vadbami za zdravje, ki nimajo nekih težav, v bistvu iz leta v leto narašča število ljudi, ki se obračajo na nas, ko imajo neke kronične težave ali imajo neke akutne poškodbe. To bi bolj rekel, da je toliko več, opažaš porast te populacije, ali smo mi sami uspeli s svojim delom nekako privabiti več te populacije k nam? Rekel bi, da gre dejansko malo tudi z roko v roki to. Vse več ljudi se zaveda tega dejstva, da je možno, če nekaj vložiš vase, nekaj tudi potem spremeniti pri sebi. Da mogoče te instant rešitve, katerim mi nismo najbolj naklonjeni, tudi velikokrat ne prinašajo nekih dolgotrajnih rezultatov. In se mi zdi, da je en vidik, mogoče smo k temu malo pripomogli tudi sami, ker veliko delamo na socialnih omrežjih, pišemo za revije in vse skupaj in večkrat poudarjamo, kako v bistvu človek, ki potem se nekih stvari nauči, spremeni pri sebi, šele na ta način lahko dolgoročno vpliva tudi na neke spremembe, bolečine. Po drugi strani pa sigurno tudi to, glede na to, da vsako leto malo raste število ljudi, ki se vračajo na nas, je lahko tudi eden pokazatelj, da verjetno delamo dobro, da smo na pravi poti. Je pa res, da verjetno se tudi sam strinjaš, vedno je še možnost za napredek in zato tudi ena taka zadeva, katero še naprej nadaljujemo, so tudi te seminarji. Ja. Res je. Pa kar se že glih izpostavil, da koliko smo lahko v bistvu še boljši. Ravno o tem sem zadnjič razmišljal, da v bistvu naša stroka, torej stroka, recimo temu, trenerstva, gibalne terapije, nekega malo bolj strokovnega pristopa k fitnessu, je stara dobrih 20-30 let v Sloveniji, se v bistvu to šele razvija, prihaja iz Amerike v bistvu večina teh terapevtskih pristopov, gibalnih. Koliko v bistvu še lahko napredujemo, ker če primerjamo, koliko so že druge stroke dolgo prisotne, pa so nekako stagnirale od nekih klasičnih terapij ali pa tudi medicinske stroke, koliko v bistvu neke stagnacije na tem našem področju bilo dolgo časa, se mi zdi, da v bistvu imamo še naslednje generacije, pa tudi nas, da odkrijemo v bistvu vse te nove pristope, kaj lahko sploh še naredimo, ker je še ful enih stvari, ki jih lahko naredimo. Ja, seveda, sploh če vemo, da je ogromno težav, ki jih imajo ljudje nekega kroničnega značaja, da se že dolgo časa z njimi ukvarjajo in veliko teh težav je bilo tudi v preteklosti, ki niso bile nekako rešene oziroma so zdaj tako, ki se jim ponavljajo, ko pridejo stranke, se jim ponavljajo te stvari 10, 15, 20 let. Se pravi, tle je sigurno priložnost za našo stroko, da te primere reši. Očitno ustaljene stvari do zdaj nekako niso uspele tega reševati in tle je sigurno ena priložnost. Ja. Zato pa delamo te seminarje, kot se je že omenil. Torej, v tem letu smo zopet naredili veliko seminarjev, s to razliko, da prejšnja leta smo dajali poudarka tudi tujim predavateljem, tujim govorcem. Letos smo se pa odločili, da bomo zmanjšali nekako prisotnost tujih govorcev, tujih predavateljev, pa smo povabili tudi poleg tega, da smo sami predavali tudi kar nekaj domačih. Recimo zelo dober seminar je imel Gregor Sobočan pri nas. Tvoje mnenje, zakaj se ti zdi meni osebno se zdi ta pristop v redu, torej da vedno več mi delamo, vedno več svoje govorce, domače povabljamo. Tvoje mnenje o tem? Malo je tudi to, da v bistvu skozi te seminarje, ki jih daš čez, s tujimi predavatelji, domačimi, potem tudi stvari, ki jih že sam veš, znaš vedno bolj tudi malo kritično presojati. Se pravi, kdo je tisti, ki vidiš, da ima neko znanje za sabo, pa kdo je tisti, ki govori, da tudi dejansko to izvaja v praksi, ker velikokrat videli smo tudi pri kakšnih
veliko znajo povedati, v praksi tega ne izvajajo. Ne. Zato mi je bil tudi ta seminar z Sobočanom super, v bistvu, ker se vidi, da vse to, kar govori, je on sam sprobal, se pravi zelo dobro sam občutil, kakšna stvar pomeni, pa tudi konstantno recimo te stvari dela v praksi. In to mi je tudi všeč v bistvu pri teh seminarjih, katere tudi mi sami razvijamo, da v bistvu povezujemo stvari, ki se nam na dnevni ravni dogajajo na primerih pri strankah, potem na neke seminarje. Ne. In tudi v bistvu se mi zdi, da smo prišli do nekega spoznanja, da tudi na našem prostoru imamo kar nekaj pametnih in predavateljev in pametnih strokovnjakov in pa tudi mi sami zdaj že v teh letih toliko časa delamo, da imamo že kar nekaj izkušenj z različnimi poškodbami, z različnimi bolečinami, kako se jih lotiti na nek drugačen, inovativen pristop. Da smo nekako ugotovili tudi sami, da morda pa lahko več časa namenimo temu, da razvijamo nek svoj sistem obravnave in da tega morda v prihodnosti ponudimo tudi ne samo doma, ampak tudi v tujini. Ne samo tujina prihaja k nam, ampak tudi mi v tujino. Ja, sigurno. Tlele, recimo, če že ravno to omenjaš, se mi zdi, da je tudi pomembno omeniti, da zdaj v letu 2020 še malo nadgrajujemo svojo ekipo. Ne? V bistvu v tem času 2019-2020 je pri nas šla stran Špela, ki je v bistvu šla potovati v Južno Ameriko, ampak tudi tukaj v bistvu zdaj dodajamo še enega fizioterapeuta in eno bodočo fizioterapevtko, da še malo zapolnita mogoče to vrzel, da v bistvu naredimo sam proces rehabilitacije še bolj popoln. In tukaj je sigurno en tak sistem, ki smo videli, da že mogoče kakšni recimo Remediusu dobro funkcionira, ne, recimo, in ja, mislim, da je tukaj še ena taka priložnost, da naredimo še en korak naprej ob dobrem sodelovanju. Ne. Ja, tako je. In kar se tiče za 2020 naših planov, v bistvu seveda bomo nadaljevali z samimi delavnicami in pa izobraževanji tako za laično publiko in pa trenerje, ampak bomo stvar še malo dvignili na eno stopničko više in v bistvu oblikovali, imamo v načrtu, da oblikujemo v bistvu celostno izobraževanje kot neka univerza Kin Vital, kjer bojo v bistvu kjer bojo ljudje dobili možnost, da se prijavijo na celostno izobraževanje od vseh najbolj pogostih poškodb, ki jih ponavadi srečujemo. Od herniacij do zvinov gležnjev, do raznih utesnitev v ramah. Torej, v 2020 imamo to v planu, da izvedemo. In tako kot si omenil, tukaj nam bojo prav prišli vsi različni strokovnjaki, ki bojo predstavili tudi svoj pogled na to. Ne, se mi zdi, da ta načrt, ki ga imamo s tem izobraževanjem, je ena taka zelo zanimiva zadeva, ki verjamem, da bo marsikому prišla zelo prav, ker se nekaj je stvari prebrati na internetu, pogledati na YouTubeu, ampak tukaj je ta prednost, da pač imaš dejansko stik konstanten, se pravi, ne vem, te, ki bomo pri nas predavali, imamo dnevno stike s strankami, se pravi, šli bomo čez res realne primere in v bistvu ne bo to zgolj izobraževanje, ampak bo neke vrste tudi neko mentorstvo, ne? Se pravi, bo tudi konstantno ta navezava, ker seveda pač ti ene stvari slišiš na seminarju, potem greš pa delati v prakso in ugotoviš, da neke stvari, ki si tam slišal, ko jih prenašaš v prakso, niso čisto enostavne ali pa čisto jasne, kot so takrat izgledale. In ta vidik se mi zdi, da je velikrat manjkal na kakšnih takih izobraževanjih, ko si zgolj tam in potem greš delati v prakso. Tle so pa vsa stvar nadgrajevala. Sploh to se mi zdi prednost, da bomo imeli izobraževanje tako zastavljeno, da bo čez celo leto potekalo tudi ne samo predavanja, ampak tudi nekako to, da opogumimo vse te prijavljene, da smo njihovi mentori, da jih opogumimo, da začnejo delati na sebi, da začnejo že delati na strankah, na ljudeh, preizkušati različne oblike vaj, terapij in tako naprej. In da nekako ljudje začnejo dobiti tudi malo poguma. Se mi zdi, da veliko mladih in kineziologov, in fizioterapevtov, in trenerjev ne ve točno, kako začeti in se bojimo, da narediti tisti prvi korak pri različnih strankah, ki pridejo z njimi s poškodbami, bolečinami in tukaj izgubljajo dragocene izkušnje in obenem stranke. In mi v bistvu samo želimo to, da dobijo vpogled v to, kaj smo mi že vse dali čez in kako mi obravnavamo cel ta postopek odprave. Je taka rdeča nit, ne? Ker tako, pač ti imaš cilj vsakega seminarja ti je, da potem človek dejansko na koncu ima nekaj tega pri svojem realnem vsakodnevnem delu. Ne? Ampak večkrat verjetno tudi sam opaziš,
da potem, ko si mislil, da si že vse razložil, pa priješ do nekega banalnega primera, ko misliš, ok, zdaj pa že vse jasno, in potem vidiš, da dejansko nisi še tam, kjer bi želel. Ne? In tukaj v bistvu lahko to ločnico, to mejo nejasnosti lahko zelo obrišemo, če bomo šli lahko postopoma. Tipičen primer tega je, govorimo o nekih stvareh, kako pomembni so neki gibi, kaj človek občuti in vse to. Potem te bo vprašal, katera vaja pa je tista, ki bi jo moral izvajati. Ne? Se pravi, še vedno govorimo o nekem posploševanju vsega skupaj, dajmo zdaj pa vse skupaj v eno vajo. In tle bo veliko lažje, ker ko ti enkrat razumeš koncept, razumeš, kaj mora človek občutiti in vse skupaj, pa tudi lahko oni lažje kreirajo sami svoje programe, sami mogoče prilagajajo, kreirajo iz nekih osnovnih vaj, neke prilagoditve. In tudi tako, ker smo gledali že toliko izobraževanj čez, tudi drugih govorcev, nas samih, točno se mi zdi, da sami vemo, kaj manjka ponovadi na izobraževanjih, ker želimo ponuditi neko izkušnjo, znanje, ki bo dolgoročno, tako kot delamo s svojimi strankami rehabilitacije z namenom, da bojo vedeli, kako se fizično pripraviti, kako izvajati gibanje, kako pristopiti k gibanju, da ne bojo poškodovani in da se bojo rehabilitirali. Isti pristop imamo tukaj zdaj z temi našim celoletnim izobraževanjem. Torej, naš namen ni samo to, da človek sliši nekaj na tistem vikendu, ampak da človek pogosto, je to pomanjkljivost standardnih klasičnih izobraževanj, da človek pogosto samo sliši nekaj, gre domov in potem se ne zgodi nič. Mi pa tukaj želimo, da ko človek nekaj sliši, dobi tudi neko zadolžitev, nalogo, da začne že delati te stvari na sebi in na ljudeh okoli sebe in v bistvu na ta način, da dobi neke praktične, realne izkušnje, ne, ki jih pa lahko ne more dobiti v enem vikendu, ne, ampak v nekem procesu enega leta, ne, čez več vikendov. Ja, v bistvu to zahteva nek proces, da človek tudi raste postopoma. Ja. Preveč informacij naenkrat velikokrat ustvari lahko tudi veliko zmede v glavi. Ne? Ja. In ti moraš informacije tudi postopoma testirati, če kar naenkrat vse vržeš noter, pa tudi ne veš, kje od tistih je bila ključna. Ne? Tako pa v bistvu lahko sam tudi potem si ustvarjaš eno zgodbo zadaj. Kaj bo mogoče za tvoj način dela, pa za stranke, ki jih imaš ti, najbolj funkcionira. Ne? Ker pač tudi stranke, ki jih imamo, so različne, seveda, eni in drugi. Tako da v bistvu s tem izobraževanjem želimo doseči to, da poleg tega, da ljudje slišijo in vidijo naš pristop na izobraževanju, skrbimo mi za njih tudi, ko jih ni na izobraževanju, tako da jih spodbujamo k tem, da gradijo svojo blagovno znamko, gradijo sebe kot terapeuta, trenerja in da skupaj rešujemo probleme stranke. Ker se mi zdi, da danes praktično skoraj ni več stranke v fitnessu ali pa kjerkoli, ki se ne bi pojavila kakšna bolečina kdajkoli ali pa kakšna poškodbica ali pa tudi večja poškodba. In se mi zdi, da je to prihodnost tukaj na našem poslu. Pa predvsem zato, ker tudi velikokrat kakšna taka zadeva niti ni tako kritična, ampak če pač ti nekega znanja nimaš, se lahko takrat ustrašiš in temu človeku dejansko potem zreduciraš ven cel kup enih vaj, mu narediš ta program zelo osnoven in ta človek rata še manj odporen na neke vsakodnevne obremenitve, ki jih mogoče ima in si mu lahko s tem naredil celo slabo. Če pa to zadevo malo bolj tako poznaš v detajle, pogotoviš, da mogoče ni tako kritična, da pač malo bova prilagodila ali pa zgolj je mogoče bil samo slab trenutek, mogoče pa niti ni vpliv vaj. Se raje osredotočiš na to, kaj je ta človek delal v zadnjih 24 urah ali pa v zadnjem tednu in mogoče tam odkrijete rešitev. Ne? To je pač, tudi se mi zdi en zelo pomemben vidik na področju sploh kroničnih bolečin, da velikokrat se še vedno preveč ukvarjamo s tem, kaj se zgodi znotraj tiste ure, ko mi delamo stranko, ne pa pogledamo, kaj človek dela pri ostalih 23 ur. Ker pač človek očitno nekaj ne funkcionira v redu, če ima težave. Ne? In lahko se znotraj teh vaj eni detajli pokažejo in tudi jih lahko popravimo, potem pa ta človek zapusti in gre delati vse nazaj isto. Ne? Tudi to je tisto, na katerem je neka glavnina našega dela z našimi strankami in pa potem tudi z trenerji, ki jih izobražujemo. Torej, da bojo znali svetovati na takšen način strankam in jih obravnavati, da se bojo res te vračale k njim vedno močnejše. In da bojo same vedele, kaj delati s svojim telesom. Ker je nekje mehanizem, ki jim povzroča bolečino in ga oni ne odpravijo. Vse to je v bistvu tisto, kar sva že prej govorila, tudi to učenje strank, ne? Da v bistvu, da jih naučimo, kako v bistvu, da jih naučimo gibati ali pa nekako ravnati s svojim telesom na ta prav način. Ne zgolj takrat, da ga tle naštimaš kot robota, da naredi tistih 10 idealnih počepov, potem pa vidiš, kaj
ko odložitev tež, pa že gre vse po svoje. Gre že vse po svoje, tako je. In tle je sigurno velika taka zadeva, ki pri marskomu manjka, ne, recimo, ta prenos v vsakdanje življenje. Prenos, torej najprej v bistvu diagnoza, ne, to da znaš v bistvu z neko gibalno diagnozo človeka videti, kje ima morda vzrok, mehanizem, ne, da se te bolečine pojavljajo, in pa potem, da mu znaš sestaviti vaje oziroma gibalne nasvete, tudi ne samo vaje, na takšen način, da bo tudi on sam to razumel in bo jasen, ker dostakrat vidim, ljudem ni jasno, ko pridejo od strokovnjakov. Ne. In to je tudi recimo ena taka zadeva, ko velikrat kdo pripomne, zakaj nimamo ogledala, recimo, ne? Ja, da on bi pa bolj videl, kako v bistvu izvaja vaja, se naštima, ampak mogoče včasih v kakšni točki je smiselno, ampak zato smo tudi mi tukaj, da te zadeve popravljamo, ampak na dolgi rok pa sigurno ni ogledalo rešitev, ne? Ker pa če imaš ti toliko slabo kontrolo nad telesom, da se ne znaš niti približno za nek položaj nastaviti, v vsakdanje življenje ne hodiš skozi ogledalom ob strani. Točno to jim jaz bi rečem, torej, ko boš dvigoval svojega otroka, ne boš imel ogledala zraven, da se boš gledal, moraš instinktivno vedeti, da hiter gib narediš, ampak varno gib. Torej, gledamo, da so tudi naši nasveti v enem ne boleči, da stranka lahko nekaj naredi brez bolečin, ampak hkrati morajo biti praktični. In to je dostakrat, pač rabiš kar nekaj izkušenj, da prideš do teh znanj in to bomo zdaj podajali tudi vedno bolj naprej. Ne? Ja, ne, to praktično je zelo pomembno, ker to smo po mojem že celo lani tudi poudarjali. Velikrat dobiš stranko, ki ga je nekdo prepričal, ja, pač tvoj poklic je tak, da pač enostavno prinaša zraven tudi težave. V hrbtu sediš po 8-10 ur. Pač to je neizogibno. Ja, in pač to pač tako je pri tebi. In potem je ta stranka je kar nekako prepričana, da pač je to pač nujni del njenega življenja, so pač te bolečine v hrbtu. Ampak mogoče pa ne tisti, ki jo je to prepričal, niti ne ona, noben pa še nič naredil na tem, kako ona sploh sedi. Da bi se poglobilo to. Ker sigurno so neke obremenitve, ki niso najboljše, če mi lahko če mi moramo toliko pa toliko ur sedeti, ampak se pa da sigurno prilagoditi. To je tako, ker če bi, ne vem, cel dan, 2 ure nekaj dvigal stav, pa ne bi bil nič pozoren, kako dvigaš, bi naredil v tem predelu več bolečin, kot če bi bil malo pozoren, kako dvigaš. Ne? Zdaj, zanimivo, kar si glih to omenil, mi je to, da jaz dostakrat rečem ljudem, da se v celem dnevu, poprečen dnev nekega posameznika od vseh tisočih gibov, premikov, ki jih naredimo, definitivno najde možnost za temu, čemu rečemo, optimizacija gibanja. Torej, da ti lahko iste stvari narediš s samo malo manj bolečimi, manj obremenjujočimi gibi. In če že tukaj dobimo 10-20%, smo že lahko v bistvu pod tisto mejo, ko se tvoje telo lahko regenerira. Ker jaz ljudem rečem v bistvu to, da se v bistvu vsaka kvalitetno izvedena vadba in pa gibalni nasvet, ker ne smemo samo pri vadbi ostati, ampak gibalni nasvet tudi za doma, je v bistvu lahko samo kaj? Lahko je rehabilitativna, terapevtska, lahko je pa uničujoča. Torej, to nasvet, ki ga damo stranki, kako ne se gibe doma, je lahko jo pelje v več bolečin ali pa jo lahko pelje v manj bolečin. Ker telo je zakaj? Ker telo je stalno v procesu rehabilitacije. Stalno se obnavlja. Ampak samo matematika, ali imamo več stresa negativnega ali več pozitivnega stresa na telo, je tista, ki nam bo povedala, ali bomo drug dan boljši ali bomo še slabši. Ja, to je pač, ali nas bo naredili bolj odporne, ali bomo presegali tisto mejo in bomo prišli v neko področje že bolečine. Tako. In tukaj je tista skrivnost, zakaj v bistvu moramo jemati naš poklic, pa naše delo v bistvu kot zelo neko veličastno, pa obenem tudi zelo poklic z zelo velikim potencialom. Pa v bistvu je tudi zelo odgovorno delo po eni strani, Ja. Ker pač stranko lahko pripelješ od tega, da ima zelo kvalitetno življenje, kjer sploh ne ve, da ima kakšno težavo. Na drugi strani, če bi napačne nasvete dal, ima napačne vaje, gre lahko vsa stvar v zelo drugo stvar. Najprej so to neke bolečine, ki lahko kasneje vodijo tudi v neke psihične težave, zaradi tega, ker to dlje časa traja. Tako, psihične težave, depresije so zelo pogoste. V bistvu še povečajo se, če je človek v kronični bolečini. Pa še eno stvar sem hotel, to je bil tudi v bistvu eno od dognanj definitivno letošnjega leta. Če v bistvu, ko v bistvu stranki rečeš, da moram malo bolj paziti, pa če ne definiraš dost pri vsakdanjih gibih,
velikokrat začneš opažati, da se ta stranka začne gibati kot robot. Kinezifobično. Ja, tako v bistvu kar naenkrat dobi strah pred tem, sploh zato, ker jih še nekako, mogoče včasih tudi mi lahko to ustvarimo. Naša napaka. Ja, naša napaka, da v bistvu pač morate paziti, kakšno pozicijo imate, ne vem, v hrbtu, ko neke stvari dvigate, ampak tle eno stvar pol preveč izenačimo velikrat. Pač izenačimo to, da ni enako pobiranje kemičnega svinčnika stav ali pa ne vem, neka zadeva, ko se moramo samo nekaj skloniti, pa ob predpostavki, da te bolečine niso tako izrazite in to lahko naredimo lepo s kontrolo dol. Ni enako, kot če ta oseba recimo dela vajo, ker ima pa v roki še neko breme ali pa mora nekaj težjega dvigati stava. Pač. In takrat potem ti ljudje kar nekako dobijo strah pred nekim predklonom, pred nekimi rotacijami in se res tako zelo robotsko začnejo gibati. In to lahko je tudi potem dolgoročna težava, zato ker pač preveč napetosti v mišicah prinaša tudi svoje kronične bolečine za sabo. Ja, to je definitivno lahko ena od stvari, kjer lahko mi tudi prestopimo to raven strokovnosti in gremo v bistvu že v pretirano strokovnost v eni smeri. To je, ko želimo biti preveč papeški, oziroma movement neci se temu reče, na enem področju in stranki dati neko restrikcijo, pazi to. In če s tem pretiravamo, ali pa če damo to prehitro, ali pa če stranki ne damo to nek primeren kontekst življenjski, lahko pride do tega efekta, ki si ga omenil. Torej, da v bistvu ta človek je zdaj zelo trd in mu ta trdota, pa ta boječnost povzroča, ravno paradoksalno, to je tega, kar nismo hoteli, povzroča bolečino. Torej, dobimo ravno nasproten efekt. To dostikrat opažam, smo in mi delali take napake, ali pa jih še delamo kdaj, ampak je to dobro se v tem zavedati, ker se mi zdi, da mora biti nasvet, kaj popraviti, namenjen glih samo za tisto specifično stvar, ker vidimo, da ima človek bolečine pa probleme. Definitivno. In ne, dostikrat vidim, da se mogoče tudi dajo te restrikcije kar tako splošno, sedi tako. Tudi ljudem, ki nimajo sploh težav. Sej malo v bistvu iz tega izhaja, to se hotel malo namigati, ker velikokrat je tako, ljudje, če mu rečeš, kako pravilno pobrati stvar stav, pokaže lepo naravna hrbet in zdaj pobira stav. In to pobira stav, ne glede na to, kaj zdaj pobira stav, vedno je to za njega tisti pravilen način pobiranja stav, ker dejansko ni res vedno. Pač nekdo, ki nima težav hrbtenici in zdaj pač mora nekaj pobrati stav, seveda ne bo zdaj najprej naravnal hrbet, pa se sklonil dol, kada pobira stav 100 kg težko zadevo. In tudi potem to, kar si omenil pri sedenju, velikokrat, ko nekomu rečemo, a veste, kako bi mogli pravilno sedeti, tako bi mogel biti, ves čas bi mogel biti zravnan. Spet ena taka za večino ljudi precejšnja neumnost. Če imaš naslonjalo, zakaj si ti potem naslonjalo montiral na stol, vsega ne rabiš. In ja, je par takih stvari, ki jih imamo kar nekako zadaj, ker smo jih nekje večkrat že slišali, so bile ponovljene. To je tudi lahko eno težav zraven. Pa še dobiš od strokovnjaka par nasvetov in rataš tak robot. Tako, prestrašen, karkoli narediti. Še ena stvar, v bistvu, ki smo jo v letu 2019 tudi veliko izvajali, to je bilo predvsem tvoje področje, tudi te delavnice v podjetjih. Mogoče kakšna taka zanimivost, kakšna posebnost, ki se ti je zgodila skozi te delavnice, kaj tam najrajši izpostaviš? Zdaj, kar mi je bilo najbolj zanimivo pri teh naših mojih delavnicah v podjetjih, kjer najbolj predstavljam predvsem mehanik hrbta filozofijo, torej kako postati sam svoj mehanik hrbta, kako sam razumeti svoje bolečine in jih odpraviti, je to, da imam delavnice po zelo različnih demografskih skupinah. Od direktorjev, sedečih poklicev, do v bistvu tistih fizičnih delavcev, ki pogosto niti ne govorijo slovensko. In sem mogel najti nek tak zelo različen pristop, kako vsem tem predstaviti tisto, kar res rabijo. In kar mi je bilo recimo zanimivo je to, da pogosto predvsem za fizične delavce, pa za tiste manj izobražene delavce, torej ponovadi je to nepisarniški delavec, tudi sami zdravniki in pa strokovnjaki sploh nimajo nekega upanja, da bo z njimi karkoli lahko kdajkoli bolje. Češ se njih pa niti ne zanima lastno zdravje, njih zanima samo bolniška
niti jih take tematike ne zanimajo. Tudi dostakrat pri podjetjih vidim, zakaj bi to sploh potrebovali. Ampak, če najdeš pravilen pristop komunikacije s temi ljudmi in vsakemu od teh ljudi znaš razumeti, kaj je njihov cilj v življenju, kaj je njihova strast. In vidiš, da mogoče za nekega fizičnega delavca, ki ima doma družino 3 otrok, pač gara cele dneve za to, da bo preživel družino, mogoče pa njegova strast to, da bo zdrav za družino, ne za sebe. Mogoče je njegova strast to, da bo lahko čez 20-30 let še vedno užival skupaj z svojimi otroci, da ne bo kripl doma. Mogoče je to njegova strast, mogoče ga ne zanimajo vaje, ne? Mogoče ga ne zanima šport, mogoče ga ne zanima vadba, ampak ga pa zanima to, kako bo živel svojo družino. In ko enkrat vidiš, da če jim predstaviš, kaj vse jaz sam doživljam z različnimi strankami, ki pride do mene, pa ki imajo hude težave v hrbtu, in kako hudi psihični stiski so tudi te stranke. In ko tem ljudem enkrat to predstaviš, kaj vse jih lahko doleti, ko enkrat jih bo bolelo v hrbtu, in ko to razumejo, kar naenkrat tudi pride pozornost. In ko pride pozornost, tudi z njihove strani, vidiš, da jih zelo zanima, kako pobirajo bremena, kako se gibljajo, kako sedijo, kako dvigujejo v službi in tako naprej, kako delajo doma na vrtu ali pa z otroci. Tako da to mi je bila ena taka stvar, ki me je tako najbolj, recimo temu, se dotaknila, da ta naša filozofija, ki jo predvsem zelo podpiramo in jo želimo promovirati, torej da vsak človek mora postati, ne, dolgoročno odvisen od sebe, razumeti svoje gibanje in vložiti nekaj v to, pa imamo zelo različne cilje, zakaj, ampak se mi zdi, da skoraj vsakemu človeku tli notri neka ta želja potem, da če tudi smo na bolniški, se ne počutimo dobro, pa tudi če okoli prinesemo državo, ne, pod mač pojen. Tako da to mi je bilo kar tako všeč po eni strani, ker se mi zdi, da to je izziv tudi za nas, da v bistvu ne obupamo nad ljudmi in da v bistvu moramo iskati načine, kako jim razložiti na enostaven način tisto, kar rabijo, tisto, kar vsak rabi. To bi rekel, da sem najbolj v podjetjih opazil pri teh različnih populacijah. Potem pa tudi naslednja stvar, ki sem jo opazil, je to, da bo nedvomno pri podjetjih narašča tudi ne samo povpraševanje po teh uslugah svetovanja, ampak tudi po konkretnih storitvah. Torej, se mi zdi, da bo v prihodnosti tudi vedno več različnih ponudb oziroma želja podjetij, da ponujajo delavcem ne samo fitness, ker bojo s časom ugotovili oziroma že ugotavljajo, da jim to ne ustvarja zdravih delavcev, ker samo fitness lahko ustvari tudi bolečine, kot vemo. Ampak nek strokoven pristop k fitnessu, pa k odpravi bolečin, bo tudi tista stvar, ki bojo podjetja želeli, da jim mi ponujamo. In to se tudi vedno več dogaja. Seveda, fitness je tako ponujeno zraven, zato da se bi oni bolj gibali, da bi bili bolj zdravi, ampak to je pač verjetno podobno, kot če jim to daš zraven še možnost rekreacije, košarke, podbojke, pa imajo potem neke take rekreativne, niso pa zdaj to verjetno namenjene direktno kot pravi nekih težav. Pač tam jih prej še lahko spotencirajo. Marsikdo jo lahko še bolj spotencirano. Tako je. Pa mislim tudi, da se bojo v novejših podjetjih delovni procesi mogoče malo spremenili, da bojo skušali tudi direktorji in zaposleni najdati vedno več načinov, kako vključiti gibanje med delovni proces na tak čim bolj enostaven način. Torej, mogoče kako kakšen sestanek, kdaj narediti s prehodom zunaj, kako mogoče kdaj kakšne naloge narediti tudi tako v nekem druženju in tako naprej, torej, da ni vse samo sedeče. Tako da to se mi zdi, da bo v prihodnosti definitivno porast tega. Ker že opažam, recimo novejša podjetja, starejša podjetja, velika razlika k tem pristopu. Ja, ne, sigurno, tle verjamem, da tudi v prihajajočem letu bo še kar nekaj zanimivih izzivov po eni strani, kot si omenil s temi delavnicami in tudi na tem drugem področju, kjer smo že to delali z nekaterimi podjetji, se pravi, da dejansko greš tja, z ljudmi delaš neke vrste preglede, jim sestavljaš programe, jih tudi vse tisto, kar prej poveš skozi delavnico in probaš povedati
da neko množico tle pa potem res lahko personaliziraš in jim daš direktno konkretne rešitve za tistega Janeza, oziroma za tisto osebo tam, ga opogumaš, da je možno najti rešitev mogoče za njegovo težavo. Ta je sigurno, se mi zdi, tudi en tak zanimiv izziv, no, za to leto in tudi prihodnja leta, ki definitivno prihaja. Tukaj se mi zdi pomembno, mislim, kar pomemben trg, no, ki ga moramo tudi pokrivati. Potem pa seveda, kaj mi je še zanimivo za prihodnost, je pa tudi to, ne, kaj lahko še naredimo pri samem reševanju različnih poškodb. Pa če mogoče greva tukaj prej sem omenila malo hrbet, pa če greva mogoče s hrbta na zelo pogoste težave, ki se tudi v sozvočju s hrbtom pojavljajo, in sicer razne kronične bolečine v hrbtu, vratu in tudi drugot, ampak hrbet, vrat je nekako najbolj tak kronično boleč del. Tukaj se mi zdi, da imamo še kar zelo velik potencial na vadbenih področjih, ker se mi zdi, da to področje kroničnih bolečin je do zdaj se najbolj reševalo z manualnimi terapijami, s sproščanji, masažami, savnami in tako naprej. Ampak tudi sami smo gostili recimo ravno pred kratkim strokovnjaka za kronične bolečine Aleš Ernsta. Tudi sami imamo veliko strank s kroničnimi bolečinami in se mi zdi, da tukaj je tisto, kjer pa moramo še postati v bistvu tle še vedno velikrat en velik manko, no, pač, kateremu mi probamo nameniti kar nekaj pozornosti, in to je, da se v bistvu s človekom na začetku sploh pogovoriš. Pač, da ne človeka najprej postaviš gor na mizo ali pa na blazino, pa začneš neke stvari testirati ali pa preverjati kakovost tkiva, kje je zakrčen in tako, ampak da se z njemu sploh pogovoriš, da se ti mogoče malo odpre. On malo odpre, ja, da dobiš malo pogled v njegovo življenje, ne? Ker na ta način potem ugotoviš, da mogoče pa pri njemu prihaja do nekih tenzij, ti že hitro razloži, kdaj prihaja pri njemu sploh do bolečin, recimo ne vem, da ima naporno v službi, da trenutno dela 2 izmene, da je prevzel zdaj še delo od enega, ki je šel na bolniško in da njemu to delo resno odgovarja in da odkar je to delo prevzel, da se zadeva sam še poslabšala. In pa začneš razmišljati, ok, ta človek je takrat res kaj dosti gibalno stvari spreminjal, pač verjetno jih ni, ne, in zdaj da pogledati, kaj pa kako. In potem mogoče tudi program vadbe oziroma ta program obravnave pri nas treba včasih zastaviti drugače, ne, pač, da ne začneš takoj, ko ta človek sem pride, ok, zdaj pa gremo pred, se ogrevati, polno, mogoče pa ta človek začetek rab malo umiritve, ne, se pravi, je prišel k tebi, zdaj iz 2 izmen v službi, tam je bil ves v stresu, mogoče pa najprej začetek rab malo umiritve, ne, da ga damo zdaj še v nov stres direktno v vadbo, ne. Tako da ja, tle sigurno je ena taka zadeva. Zdaj, to, kar si že omenil, manualne terapije, se ne, da je ta zadeva čisto nepotrebna, pač včasih je nujno potrebna. Ja, in to je v bistvu velikrat tudi ena od stvari, ki so v bistvu nujno potrebne na poti do tega, da človeka spravimo ven iz bolečin, ker ta pot, da bo človek spremenil neka svoja prepričanja, da bo spremenil mogoče svoje gibanje in to je daljša, ne? In na tej poti se bodo bolečine še sigurno pojavljale in pač, če hočemo te bolečine vmes malo omiliti, takrat seveda je ena taka zelo pomembna zadeva. Je pa problem, če se ta človek ni pripravljen soočiti s tem, oziroma če mu mi dajemo rešitve, ki ga ne soočajo s tem, se pravi, da ga mi obravnavamo zgolj z manualno terapijo, ali pa mogoče tudi človek še ni pripravljen se soočiti s tem in gre tudi sam zavestno zgolj na manualno terapijo, tukaj pa v bistvu stvari sam prelaga. Pač, in velikrat je ta zgodba, ki ti kdo razloži, ja, ker se mi je zadeva začela pojavljati, sem šel, ne vem, na masažo ali pa recimo temu neko manualno obravnavo, ne vem, enkrat na pol leta, potem se je to stopnjevalo, ne vem, na 2-3 mesece. In je prišlo do tega, da je enkrat tedensko odhajal tja, ker je bilo zaradi njega zelo velik strošek po eni strani, po drugi strani počitno ga ni spravil iz tega, ker je zdaj prišel sem zaradi ravno te težave. Tako da ja, tlele se mi zdi, da je velikrat čez vedno manjko tega pogovora, da malo ugotovimo in da to potem povežemo, pogovor z nekimi gibi, včasih tudi med pogovorom ugotoviš, kaj se dogaja, ko ta človek govori o neki stvari, ne vem, mogoče čist leze že v nek položaj, vidiš mogoče, ne vem, kako je neke stvari vplivajo na njegova čustva, ne vem. Pogosto mi je zanimivo to, da, ko so že gledali pri čustvih, kako
sicer ne vedno, ampak kako lahko pogosto z neko primerno vadbeno intervencijo, neko dobro naučenim gibom ali pa vajo, človeka tudi malce čustveno spremeniš, oziroma kar precej. Kako bo on, neka oseba, ki mogoče k tebi pride taka zelo potrta, zaprta, šibka, mehka in tako naprej, resignirana, recimo temu. Potem pa, ko in nekako pokažeš, kje so vzroki bolečine, da vidiš, da v bistvu pokažeš, da tudi je stvar ne samo v psihologiji, ampak da je tudi v njeni mehaniki se stvar potem porušila posledično. Ko enkrat popraviš malce mehaniko, kako ta oseba začne tudi čustveno delovati na čisto drugačnem nivoju. Kako lahko potem, ko si jo malce popravil, malce je videla sama, kako vajo izvaja, da je lahko bolj čvrsta v življenju, da je lahko malce bolj se postavi v boljši položaj pri bremenih, kako se bolj postavi tudi v boljši položaj pri samem odnosu do ljudi. Kako kar naenkrat drugič, ko pride do tebe, je to lahko, sem že imel primere, ko je bila oseba čisto na dnu, ko pride prvič v bolečinah, pa potem, ko se nekako zgodi ta transformacija gibalna, pride čez teden, dva, čisto druga, samozavestna, polna energije in tako naprej. Tako da ta fenomen, kako tudi psihološko vplivamo v bistvu z vadbeno intervencijo lahko na človeka, se mi zdi res meni zelo pri srcu. Zanimiv mi je že ta primer, ki sem ga pred časom povedal. Tle v Domžalah smo mi v takem prvem nadstropju, nekje v polovično nadstropje in je glih 5 stopnic do nas. In v bistvu, kako že slišiš, ko stranka prihaja, kako odpre najprej vhodna vrata, potem kako gre po stopnicah, a gre čisto previdno, tiho kot miška in potem, ker tok se pa sliš noter in potem naprej slišiš tudi, kako najprej tako enih 30 sekund stoji pred vrati in tako okleva, tako je že videla psihologija. Ali bi zdaj vstopil, ali ne, bi pač tako še malo premleva. Ali pač pride odločno noter, odpre vrata, dober dan, tako ti da roko in tako naprej. Kako stisne roko, vse to, je to tako. Lahko čist drugačna slika v bistvu. Čist drugačna slika in točno vidiš, v bistvu, kaj pritisne človeku tudi psihološko, ne štima še. Ampak zanimivo, to mi je tudi pa zanimivo, kako v bistvu že samo delo nas, ker v bistvu mi učimo ljudi, mi jih ne spremenimo direktno z neko operacijo, ampak mi spremenimo gibanje njegovo, tako da mu razložimo, kje so napake, kaj bi lahko boljše naredil. Mi je zanimivo, kako s tem v bistvu tudi človeka nekako psihološko opogumaš. Prav ta fenomen mi je zanimiv, ker ga ne opogumaš samo fizično, ker mu pokažeš, če tako narediš, pa ne bo bolečine, pa vidi in doživi ta moment, ki ga že prva stvar, ki ga prebudi, ki ga malo pogumi. Ampak mi je zanimivo tudi iz tega stališča, ker ko mu ti nekaj razložiš enostavno pa jasno, pa rečeš, sej ni problema, če boš tako delal, se nimaš kaj bati. Kar naenkrat vidi, življenje je veliko bolj preprosto zdaj, da sploh ni to grozno. Točno kot sem rekel, ne hod več na isti način gor, ne odpira več vrat na isti način, ne čaka več resignirano, ampak je tudi veliko bolj odločen v življenju. In to je tisto, kar me najbolj v bistvu veseli. Da dobimo čim več ljudi takih na koncu, ki so odločni, ki znajo se postaviti za sebe tudi, in ki niso krhki. Ena zadeva, ki v bistvu se mi zdi tudi, da bo še naprej rasla v letu 2020, je tudi to naše sodelovanje z različnimi fitness centri in to v bistvu, to je tudi v bistvu en tak bil preskok tudi v naših glavah po eni strani, ker ko smo mi začenjali, smo velikrat videli na začetku še te fitness centre tudi kot nekakšno konkurenco. Ampak vedno bolj ugotavljamo, da v bistvu smo čist kompatibilni v bistvu pri delu, ker velikrat, tudi na ta način, tudi ti si gostoval parkrat v fitnessih ali pa v kakšnih drugih studijih. In v hišnem trajniku in v bodyfitu. Recimo in ugotoviš potem, da to znanje, ki ga gremo mi tja predati, pač njim samo dopolni dejavnosti. Jim nič ne odvzame. Fitness nič ne odvzame nam, ker fitness se ukvarja s tistimi, ki itak ne bi prišli k nam. Ki grejo tja na aerobiko, se grejo tja malo prešvicati in vse to, njim pa zdaj neka druga zadeva ključna, oni se grejo tja bolj družiti, kot zdaj neki vplivati več ali manj na neke spremembe pri gibanju. Tudi to se mi zdi zanimivo, da v bistvu smo vsi, če pogledaš tako, dosti kompatibilni, od različnih terapeutov, nas, fitnessov. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da vsak zapolne eno vrzel. Ker v bistvu vidiš, da vse ljudje ne bi hodili kar nikomor, če ne bi videli, da mu ta človek v
v nečem vsaj koristi. Ne? Seveda, morda ni strokovnjak za rehabilitacijo, morda je pa zelo dober v nečem drugem. Ja, lahko je pa dober animator, da se super počutijo pri njemu na vadbi, se zelo dobro zgibajo, dobra družba je tam in ja, definitivno. In tudi je neumno včasih govoriti, pač tudi mi smo kdaj pač, ja, ne vem, ti vadbe kot je aerobika, pa to pa nima nobenega smisla, recimo. Ampak ja. Mislim, ima smisel za tiste, ki v tem uživajo. Seveda, ja, vse to. In so pripravljeni za to plačati in se imajo tam super. In je pa obenem tudi res, ne, da moramo, oziroma se mi zdi tudi pomembno, da se v prihodnosti vsi v Sloveniji tudi naučimo te stvari tudi obenem kritično vrednotiti. Tudi sebe. Ja. Tudi sebe. Torej, da pač vemo, ta tip vadbe je primeren za to pa za to, za tak tip človeka, ampak po drugi strani ti pa lahko povzroči tudi take in take težave. Seveda, ja. Če ne izvajaš tega na določen primeren način. In tukaj pa mogoče pridemo do tistega fenomena, do fenomena, ki sem ga že zadnjič omenil z Žigotom Toličem, ker smo imeli malo pogovora, in sicer skalpel, fenomen skalpela oziroma fenomen kladiva. Torej, vsakdo od nas ima svoje kladivo. In zato moramo kritično pogledati na to. Torej, primer, vsak od nas, ko smo trenerji, bo sigurno pri vsaki stranki najdel kakšno mišico ali pa kakšno vajo, ki jo je treba ukrepiti. Torej, to je naša, recimo temu, poklicna deformacija. Vsak maser bo najdel sigurno pri vsakemu nekaj, kjer lahko sprosti, ker je to njegovo delo. Vsak terapevt bo, torej skoraj vsi neko disfunkcijo lahko najdemo. Ampak tukaj se moramo bolj kritično vprašati. Ali zdaj gledamo vse samo iz svojega stališča, ali mogoče se moramo kdaj tudi malo ustaviti, pa si reči za kakšno stvar, da vse tukaj je po redu, ta človek je po redu. Ker na koncu dobimo stanje, kjer ni noben v redu. Vem, ja, vse to je. In tudi le se mi zdi zelo v redu pač ta sistem, da pač če delaš dobro, je itak dela več kot dovolj in pač znaš včasih določene stranke, potem če vidiš, da si jih uspel skozi svojo stopno spraviti, pa da vidiš, da ta človek je pač čist drugačen po naravi in išče pol nek drug tip vadbe naprej, da si zna najdeti potem in da ga znaš tudi potem prav usmeriti, ne da ga probaš na vsak način prepričati, da je ta zadeva pa ključna za njega, čeprav vidiš, da mogoče pa res ni več. In tako se mi zdi, da bi bilo tudi in z vidika rehabilitacij po nekih ne vem, operacijah ali pa nekaj tazga in tako tudi pri nekih kroničnih bolečinah bi tako lahko zelo dobro reševali stvari. Se pravi, in sodelovanje zdravnik, fizioterapeut, kineziolog, potem pa tudi neki vaditelji, fitness centri in vse to. Da ne smemo na sebe ena drugega gledati tako konkurenčno, ampak v bistvu tudi znati poiskati pomoč pri drugmu. Ker tako samo naredimo si v bistvu večjo integriteto drug drugemu. Ja. In ljudje bolj zaupajo vsem in na koncu imamo vsi več v bistvu zaupanja in dela. Ne, seveda, ja. In se mi zdi, da je to tudi ena taka zadeva, ki bo še v letu 2020 sigurno še malo zrasla. Že tudi, ker neki stvari imamo dogovorjenih, se dogovarjamo za neki gostovanj okrog in se mi zdi, da tudi ena taka zadeva še ta kineziološki del velikrat v neke fitness centre predstaviti, recimo. Ok, pa deva mogoče še kakšno besedo reči o kakšnih takih zanimivih nasvetih oziroma zanimivostih, ki smo jih zdaj že tekom teh izkušenj, pa sploh tekom tega leta videli pa opazili pri naših strankah, ki imajo najrazličnejše poškodbe. Pa če začnemo mogoče s kakšnimi poškodbami, kot so, veliko imamo tudi primerov strank, ki so imele ali pa imajo, zvine gležnjev, zlome gležnjev. Ja, pa razne kolenske zadeve so tu zelo aktualne. Čekajva najprej na nekaj gležnjev. Mogoče na gležnja najprej, ja. Pri gležnju je zelo zanimiva zadeva, tudi lik zdaj končujem en zapis na temo gležnja. V bistvu to, da velikrat, ko gledaš stvari, ki jih je že človek delal do takrat, ki je prišel do tebe, recimo, je delal zelo velik na temu, kar rečemo neki propriocepciji stabilnosti gležnja, ki seveda je tudi ena od pomembnih komponent in velikrat lahko tudi ključna komponenta, ker pač, ko zvijemo gleženj,
je ta sklep potem bolj nestabilen. Zdaj odvisen seveda od stopnje zvina, ampak pač pride do nekega poškodbe sklepne ovojnice, do ligamentov in vsega. Če mogoče na hitro razložijo, propriocepcija pomeni samozavedanje. Ja, to da se te lažje predstavlja, to so ponovadi tiste vaje, ko vam dajo, da morate malo stati na eni nogi, pa potem mogoče te stvari malo otežujete, mogoče žogco mečete, neravnotežne. No, sploh pri neravnotežnih je šlo zelo zanimivo ravno to, pa če gledamo z vidika gležnja mora biti zelo odziven. In zdaj, če mi človeka potem postavljamo preveč na neke zadeve, kot so bosu žoge, te pene in vse te zadeve, ki pa nimajo take odzivnosti, ki pa precej podaljšujejo samo pot gibanja, dejansko ne naredimo najboljše stabilnosti. Mogoče za neko začetno fazo je smiselno, ali pa mogoče vmes malo za popestritev, da ta človek zna lepo prenašati tudi samo težišče pa vse skupaj. Ampak to se mi zdi zanimivo, ker to ljudje delajo, se mi zdi večinoma glih za to, da se da ne bi se človek navadil, da ne bo več se zvil gležnja. Ja, ker zaradi tega, ker je nestabilna površina, da je zadeva težja, ampak je velikrat boljše mogoče na trdni površini to narediti, ali pa če že uporabljamo potem recimo, ko vidimo, da imamo že malo te stabilnosti, če hočemo dodajati neke neravnotežne površine, so velikrat boljše te razne lesene deščice, ker so precej bolj odzivne. Ta zadeva je, če boste kdaj stopili na neko bosu žogo, pol žogo ali pa na deščico, boste videli, kakšna je razlika. Tam na bosu se tako dogaja počasi, levo, desno, precej bolj, v bistvu, večjo amplitudo nam dopušča, ker ni ok z vidika gležnja. Pa precej manj odzivno. Na deščici je to precej zelo tako, na hitro. In to tudi lahko dosežemo na trdni podlagi. Zdaj lahko te zadeve utežujemo na začetku, samo stojo na eni nogi ali pa te stvari, kasneje z nekim podajanjem žoge in vse skupaj. In tam mora biti spet gležen hitro odziven, da v bistvu ohranja naš ravnotežni položaj. Da težišče, projekcija težišča ne pada izpod podporne površine, se pravi izven stopala. Torej v bistvu te neravnotežne oziroma ravnotežne površine mogoče niti niso toliko... So mogoče tudi lahko del, ampak ne zgolj ta zadeva. Pač ne bomo zgolj s tem, če bomo zdaj mi stali ure in ure na bosu, zdaj rešili to težavo. Čemu bi pa mogli mogoče več fokusa na teh? Še ena zelo pomembna zadeva, ki se mi zdi, da je velikrat manjka, je pa to preverjanje neke zadostne gibljivosti v gležnju, neke mobilnosti. Pač človek je lahko zdaj že mojster tega stanja na eni nogi, pa ustavljanja, pa ne vem česa. Potem pa naredimo en čist preprost test, da ta človek potisne, stoji s celim stopalom na tleh, ste malo postavil stran od stene in potisne koleno naprej. To je čisto preprosto, tako ne? Ja, in v bistvu vidiš, koliko gre naprej. Primerjamo eno drugo nogo, tisto zdravo in tisto poškodovano. Vidimo, da tam je razlike za, 3, 4, 5 cm. In potem se čutimo, kako da ta človek kljub tej svoji stabilnosti ima še vedno bolečine. Normalno, da jih ima, če ne more normalno funkcionirati. Ta človek ne more normalno doskočiti, ne more normalno teči. Že pri hoji se mu verjetno pojavlja kakšna anomalija. Ker je to omejena gibljivost. In tlej pa ena taka zanimivost, in tudi potem, ko gremo naprej človeka spraševati, kje čuti utesnitev, kje ga v bistvu zmanjka, ko potisne koleno naprej, velikrat opišejo, da jih zmanjka spredaj, tukaj v predelu nad nartom zgoraj, v bistvu ravno kontra, kot bi človek pomislil, ker v bistvu se razteguje zadnji del, ta del se skrajša takrat. Ampak velikrat po teh poškodbah se pojavi malenkost preveč koaktivacije. To je lahko tudi posledica v bistvu tega, ker zvin gležnja vodva nestabilnost in koaktivacija nam doda malih stabilnosti. Koaktivacija je v bistvu zaščita telesa v akutni poškodbi. V začetni fazi. Koaktivacija pomeni zgolj v bistvu aktiviranje zadaj in spredaj, torej cel gležnj se otrdi. Otrdi, in to še ustraja, tudi naprej po poškodbi še lahko več let. Drži, to v bistvu zadevo moramo pa eni strani se potem tudi lotiti, da mogoče takrat malo sprostimo to napetost. Po drugi strani pa mogoče ugotoviti, kjera od mišičnih skupin pa ne dela dobro. Lahko ne vem, je to ali soleus ali kakšna druga skupina tukaj recimo v okolici gležnja, ki ne zagotavlja ustrezne, mogoče ne zagotavlja ustreznega stabilnega položaja. Torej mogoče tako na hitro bi lahko rekla, da se ljudje mogoče preveč dajo samo poudarek na raztezanje zadnjih mišic, tetine predvsem, čeprav je lahko problem tudi v slabi gibljivosti in stopala in pa v bistvu sprednjih je v bistvu problem v teh mišicah spredaj, po v bistvu teh iztegovalkah prstov, palca in te ustvarjajo preveč tele napetosti tle spredaj, ker ne pusti v bistvu, da lahko mi ne moramo kolena potisniti naprej, oziroma potegniti stopala navzgor. In če malo več tega dodamo, pa potem mogoče takrat odvzamemo kakšno vajo za stabilnost, bomo mogoče za svoj gležnj naredili boljše. Sploh, če se ne vračamo v vrhunski šport, ker večina ljudi, ki poišče pomoč pri nas, pač se ne vrača v vrhunski šport, večina ljudi
ki pogledamo po ulici, niso vrhunski športniki in se vračajo povsem neke običajne zadeve, da bo 8 ur v službi sedel, mogoče bo popoldne šel za pol ure teč ali pa 1 uro hoditi. In on ne rab ekstremne stabilnosti, ker ne bo iz polne hitrosti zamenjal smeri ali pa ustavil na eno. Tako. Torej, mogoče tako na hitro, na začetku, po poškodbi oziroma če še ni bilo dobro saniran, raje mogoče malce več časa nameniti gibljivosti, pa potem, ko dobiš gibljivost, še dodajati več stabilnosti, pa kontrole. Ja, v bistvu mora iti nekako malo z roko v roki, ampak ne smemo pozabiti ene stvari. To je. In tudi pa da gibljivost lahko pride tudi, da moramo ta del več sproščati, ne samo zadnji del. To je pomembna lekcija. Preverimo s tem testom, ki smo zdaj rekli, da potisnemo koleno naprej, pač ne zgolj gledati številčno, ali je bilo, za 3-4 cm razlike, pa zdaj na vsak način probati naprej potiskati, dokler bo to razliko bomo odpravili, ampak poglejmo še, kje nas v bistvu sploh utesni. Če nas utesni spredaj, a bomo res kaj dosti rešili, če bomo koleno potiskali naprej, pa probati zadnji del raztegovati, ker očitno do tja sploh ne pridemo, ker nas že prej utesni. Tako da to je sigurno ena pomembna lekcija, kar se tega tiče. Podobno je pa drugače zadeva tudi pri kolenih. Kolena je zelo podobna zadeva. Če govorimo o ljudeh, ki imajo ali kakšno bolečinsko stanje, ali pa so tudi po kakšni rekonstrukciji, recimo sprednje križne vezi, velikokrat vidimo, ko pri nekomu testiramo v pogib kolena, čeprav bi mogli po vsej logiki biti problem nekje, recimo, v tem delu ali pa kaj takega, oni čutijo zadaj, ta del, ki bi se v bistvu mogel skrčiti. Zadaj jih tesnijo. In spet podobno, mogoče prihaja do malo preveč koaktivacije, ali tudi mogoče sam sklep ne zadrsi zadostno v redu. Tukaj glede tudi popliteus. Tudi lahko bi tudi bil problem, lahko do spodaj kakšen gastrocnemius, teoretično tudi recimo zadnja loža, ampak se pravim, že to je velikrat, da znamo pogledati izven tega okvirja, ker nam na prvo se sploh ne zdi logično, ampak je lahko problem. Da bi bilo lahko tukaj problem, vse to je. In dejansko, ko se tega lotaš, potem ugotoviš, da dejansko narediš še en korak lahko naprej. Tukaj je recimo dosti simpel, v bistvu si dajo samo žogico spodaj, pa se malo sedi. Lahko, seveda. Tle se da po eni strani, kako si lahko pomagamo sami, so te stvari s kakšno žogico. Pa to je recimo tudi primer, kjer tudi vključujemo manualne oblike sproščanja, masaže. To pa je direkt razno te stvari, ki smo zdaj govorili pri gležnju ali pa tlele pri kolenih, kadar vidimo, da bomo na ta način naredili hitrejši korak naprej, je tukaj pa sigurno smiselno. V bistvu moramo znati združevati vse oblike terapij. Na koncu je vadbena sicer tista osnova, recimo temu, ampak ostale so pa tista pomembna podpora zraven. Ja, definitivno. Morda še kaj takega o kolenskih stvareh, kjer se ti zdi pomembno, da mogoče ljudje delajo kakšne kikse? Se mi zdi, da kar opažam v teh letih našega delovanja je to, da v bistvu je vedno več ljudi tudi, ki se ne, recimo, če sva prej govorila o rekonstrukciji sprednje križne vezi, je vedno več ljudi, ki se v bistvu ne odloča za operativno zdravljenje, za samo rekonstrukcijo, ampak tu govorimo zlasti o ljudeh, če vzamemo za primer, 45-50-letnega človeka, ki sva rekla, ki mu je glavni hobi, poleg tega, da 8 ur v službi sedi, pa potem še ne 3 ure doma, glavni hobi mu pa je, da gre mogoče za 1 uro pohoditi, ali pa če ima dober dan, gre za pol ure do 1 uro teči naravnost, ali pa včasih malo po razgibanem terenu. Sem pa tja gre malo v hribe, na Šmarno goro, pa kaj takega. Pri takih ljudeh se treba res zelo vprašati, če je ta rekonstrukcija potrebna. Drugo je mogoče včasih, če je kakšna zadeva še na nivoju meniskusa, pa da so kakšni prosti delci noter, da bi lahko vplivali na večjo obravo, recimo hrustanca, mogoče tam malo drugače, ampak pogosto teh pridruženih težav ni. In na ta način po eni strani človek lahko prej boljše funkcionira že, ker pač s tem, ko je on vse skupaj ukrepil, smo mogoče v 2-3 mesecih dosegali, da on normalno funkcionira, on lahko vse stvari normalno izvaja, brez težav. Če bi šel na samo rekonstrukcijo, bi recimo po nekje 5-6 mesecih prišel na vrsto, potem pa traja samo okrevanje. Pa da ne omenimo še, da je samo sposobnost telesa, kako vzame to rekonstruirano vez zdaj. Gibalni vzorci lahko bistveno slabši. Je lahko še slabše, sploh, ker to ni tako nedolžna zadeva in če se mi tega ne lotimo na primeren način, da pač mislimo, zdaj so to zadevo nam rešili, so rekonstruirali, da edino, kar je, da gremo za tistih 14 dni v toplice, ki nam pripadajo, vse ostalo pa zelo površno naredimo, je stanje lahko slabše. Zato, ker mi smo v tem procesu po sami operaciji izgubili še nekaj mišične mase, ki že prej ni bila glih naš najboljši del. Ker bomo vedeli, da operacija je poškodba. Zdaj se moramo vprašati, katera poškodba je za tega človeka
bolj smiselna, da jo imamo, ali operativna poškodba, ali to, kar je zdaj imel, da nima križne vezi. Je pa res, da pa pol tukaj po drugi strani ne smemo vse izenačiti. Še vedno pa pri določenih športih, kjer mogoče pri mlajših športnikih, kjer je veliko sprememb smeri, zelo agresivne obremenitve na kolenski sklep, tam pa je še vedno aktualno, to zlasti, če bi ta človek več 50 let imel športno kariero, ampak koliko smo prej rekli, če pogledamo po ulici, koliko je teh ljudi, jih skoraj ni. In marsikdo, ki nima takšnih obremenitev, se mora vprašati, mogoče pa lahko to zadevo rešim tudi drugače. Tudi med ortopedi so ljudje, ki vedno več tega. Ja, ki se tega zavedajo in tudi poznam primer, ortopeda, ki nima sprednje križne vezi, normalno smuča, se zaveda, da je mogel zadevo ustrezno ukrepiti, dobiti ustrezen nadzor nad sklepom in normalno funkcionira. Ja, to je tudi ena od stvari, ki mi je všeč, da v bistvu tudi opažam, da nam zdravniki vedno bolj zaupajo. Oziroma tudi vedno več ljudi pošiljajo k nam, sploh na področju poškodb, bolečin, ker vejo, da to je potrebno rešiti na nek dolgoročen način. Tudi, ja, sigurno. Če ga mogoče na hitro naprej še za hrbet, hrbtenica, kakšne se ti zdijo, kaj se ti zdi pomembno, kaj se ti tukaj zdi tisto, da ljudje najbolj kiksajo. Malo sva že omenila to, da tukaj morda higiena ravnanja s hrbtom verjetno najbolj pomemben del, morda bistveno bolj kot pa recimo pri kolenu in pa pri drugih delih. Pa če morda mogoče na hitro razloživa, zakaj se mi zdi tukaj higiena bolj tista, ki pomembno prispeva k rezultatu. Ja, tle recimo, če bi čisto naredil primerjavo koleno, hrbtenica, koleno, ko mi sedimo, ima precej malo obremenitev. Težave s kolenom se pojavljajo, ko mi gibamo. S hrbtenico so pa velike težave tudi, ko sedimo, ležimo, se pravi, če nič ne delamo, nas še vedno matra. Ker so sile vedno na in ena se mi zdi taka pogosta težava oziroma nek mit, ki je kar malo zakoreninjen, je to, ko pride stranka prvič do tebe, pa ti razloži, ja, imam težave s hrbtom, prvo ti to pove, da itak veliko sedi, da najbrž zato, drugo pa zato, ker ne dela vaj. Se pravi, on povezuje dve stvari s svojimi težavami in to je to, da je ker sedi, itak so težave, kot drugo so pa težave zato, ker ni priden in ne dela vaj. Se pravi, ni se pa nič vprašal o vidiku higiene, to, kar sva zdaj govorila. Kako pa sedi, pa kaj pa dela čez dan, čez ostale stvari. Ali pa kakšne pa so sploh te obremenitev, ki jih on ima na hrbtu. Zdaj, če on 8 ur v službi sedi, pa potem še 5 ur doma sedi in mu je pa glavni hobi, niti ne, da gre na sprehod za 1 uro, ampak mu je glavni hobi, da gre gor do hladilnika pa nazaj. A ta človek res rabi tako ekstremno močen trup ali pa neko ekstremno moč. Jaz mislim, da jo niti ne rabi. In vprašanje je, koliko bi tiste vaje njemu sploh doprinesle. Zelo minimalno. Ja, zelo minimalno. In tle je ena taka zadeva, se mi zdi. Ja, predvsem to, da do zdaj bil zelo popularen trend v rehabilitaciji hrbta, da če nekoga boli, dajmo ga potem dati na vaje in naj čim bolj stabilizira. Torej, je treba čim bolj stabilizirati. Zdaj, jaz tukaj ponavadi rečem, deloma ta argument drži, sej verjetno je tista bolečina prišla zaradi neke sile, ki se je aplicirala na hrbet, na hrbtenico, in je neko tkivo morda malce vzdraženo. Recimo, da je bil vzrok v rahli nestabilnosti. Ampak se mi zdi, da odgovor je pa bolj v tem, da ljudi naučimo, koliko stabilizirati v določenih trenutkih. Ker se mi zdi, da tukaj delajo potem tisto napako, ko s pretirano močjo in stabilizacijo, napenjanjem, konstantnim napenjanjem v bistvu rešujejo vse te težave, ki pa samo povzročajo še dodatno kompresijo. Torej ne dajo hrbtenici nič počiti. Ker fora higiene, ki jih učimo, je, kako v bistvu se naučiti počiti hrbtenico, je čim manj obremenjevati, da ima čas in možnost, da se rehabilitira. Ja, da lahko nadzoruješ svoje gibanje in prilagajaš to napetost tudi dani nalogi, se pravi, ali pa tudi položaj hrbtenice dani nalogi. To je zelo pomembno, da ne posplošiš vse, zdaj ves čas napet trup, ves čas izravnana hrbtenica. Bil tak primer ljudi, ponovadi rabi več umirjanja oziroma več umiritve te napetosti. To so te ljudje, ki so zelo radi napeti, ki se bojijo v bistvu giba. Včasih treba malo zmanjšati to napetost v tem ledvenem delu, ker oni so že ves čas v preveliki napetosti. Pa še mogoče malo napačno prizet gibalni vzorc, preveč aktivacije na zadnji strani hrbtenice ali pa preveč v tem abdominalnem delu in to pa lahko tudi posledično dovodi do nekih tudi
sprememb na sami strukturi hrbtenice, ker konstantna tenzija na eni strani seveda tudi spremeni podobo lahko diska ali pa kakšne druge strukture. Tako da če ga še za konec malce povedati kaj o vrat pa ramenski obroč. Vidimo vedno več težav je tukaj, sploh vrat, tudi ramenski obroč. Najbolj pogoste se mi zdijo sploh utesnitve v ramenskem obroču, predvsem tukaj gre za razne bolečine pri notranjih rotacijah in pa pri dvigih rok, pa seveda je vrat. Ja, se to sta dve dosti povezane zadeve. Pa čisto po eni strani lahko povezane s tem, da veliko ljudi precej časa tudi presedi in nič ne da pozornosti na to, v kakšnem položaju presedi. Nekdo pride k tebi, pa ti pojamra, da ima težave, konstantno pekoče bolečine med lopaticami in pa ga malo opazuješ in ugotavljaš, da v bistvu ta človek ves čas glava malo tiči naprej. Normalno, da se mu zadeva zadaj pojavlja, pač le kot pekoča bolečina. Mogoče sploh ne rabimo na začetku nič eksperimentirati, ker se tiče vaj, ampak zgolj mu samo naročiti, samo vsake toliko časa malo odpočije glavo in že lahko zadeva Ravno ta pekoča bolečina je ponovadi znak mišične bolečine. Ni nujno, da je nekaj noter uničeno, ljudje grejo pol na slikanje, po nepotrebnem, pokaže nič in pol mislijo, da je kaj narobe z njimi, ni res, v bistvu sam gre za neko podzavestna napetost, ki je stalno previsoka. In ta napetost v vratu lahko pogosto vodi tudi v težave v ramenskem predelu, lahko gre za kakšno prevelike napetosti mišic v vratnem delu, lahko pride do kakšnih tudi utesnitev živca, ki potekajo dol proti rami in roki in so te zadeve lahko povezane. Veliko gre pa za tudi te spremembe v naši drži, pač ne vem, pomik ramen naprej, to, kar si že tudi prej omenil naprej, pa še mogoče v notranjo rotacijo, ker nam avtomatsko pomeni, če imamo mi tukaj to pozicijo, če nočemo ves čas dol gledati, kako hočemo gledati, moramo imeti seveda tudi spremenjeno pozicijo v vratnem delu. Tako je, avtomatsko večji pritisk. Pa seveda manjši razpon giba tudi za ramo. Je pa res, da velikokrat tudi tukaj se lahko mi ujamemo v nek začaran krog in sicer je to iskanje neke popolne drže, ker pač vsak pa ima tudi neke svoje seveda specifike glede svoje drže. In zdaj, če ima nekdo že sam po sebi malo bolj recimo kifotičen prsni del hrbtenice, njegova pozicija ramen je malo drugačna in vse skupaj. In pač pri takem človeku iskati... Tudi ni nujno, da bo ta človek imel ta položaj oziroma slabo gibljivost med gibanjem. Lahko da je v bistvu zelo odlično gibljiv med gibanjem. Vse to. Pa v statični drži zgleda malce kifotično. In smeš tako iz prve potem že to obtožiti, to je pa zdaj tista ključna težava. Lahko je, lahko pa tudi ni. Zato pač danes velikokrat slišimo, pač ta slaba drža, pa te stvari, ampak pač vsak ima svojo specifiko. Nekdo ima malo bolj ravno hrbtenico, nekdo ima malo bolj ukrivljeno hrbtenico, pa še ni nujno, da to prenaša težave. Tako da moš res pogledati, kje stvari so tiste, ki so tle problematične. Je pa ramena pa vratni del so ena bolj pogostih, sigurno. In velikrat je, tako kot si omenil, kakšna utesnitev se pojavlja tle v ramenskem delu. In tle se da zelo lepo tudi rešiti s kombinacijo vaj, mogoče malo manualne obravnave, pa gre to lepo čez. Ja, tako. Ok, super. Hvala za pogovor. Hvala tebi. In srečno v leto 2020.